tokrat z vami podelim 3 stvari, ki so se mi v preteklih 8 letih skozi to prakso dela s solo podjetniki izkazale kot nekako 3 ključne stvari, ki naredijo razliko med tem, ali sploh zaštartamo naš online biznis oziroma naš svetovalno-izobraževalni coaching biznis in pa med tem tudi, ali ga potem tudi dolgoročno lahko, peljemo in delamo, na dolgi rok. Zdaj, te 3 stvari niso nič posebnega, niso neke, super moči ali kakršnekoli posebne veščine. Pravzaprav, če čisto na po domač povem, pravzaprav so to 3 stvari, eni 3 dogovori, ki jih mora vsak od nas narediti sam s sabo, tako da v bistvu tukaj le tole današnji podcast oziroma neko to predavanje, ali kako naj mu rečem, sem se zamislila nekako, kot neke vrste majčkeno samo coachinga in samo raziskovanja, tako da te peljem čez neka 3-4 vprašanja, ki se jih je fino vprašati, si jih zastaviti in se mogoče majčkeno pogovoriti o njih. Zdaj, če se na tej točki še ne poznava, sem Marija Maruša Jovanovič oziroma Maruša na kratko. Solo podjetnike podpiram pri kreiranju svetovalno-izobraževalnega coaching biznisa, zlasti s online dela, torej spletni marketing, tudi online programi in vse te zadeve. Zdaj, tale video bo izključno, majčkeno bolj mehke narave, skratka bolj gremo čez ta samoraziskovalni del. Za bolj tehnično oziroma za bolj konkretno implementacijo pa so na voljo moji programi oziroma lahko štartaš tudi z enim takim brezplačnim uvodnim programom, kjer te seznanim, kako pravzaprav ta online svet deluje oziroma kako te online svet in spletna orodja in vse te zadeve lahko podprejo pri tvojem izobraževalno-svetovalnem biznisu, torej tudi, če ne delaš online programov, torej tudi, če delaš klasično in torej kako te podpre pri spletnem marketingu in teh zadevah. Skratka, vse te zadeve so spodaj v opisu pod temle kanalom, tako da najdeš linke in vse zadeve. Evo, zdaj pa gremo v te 3 stvari. Te 3 dogovore, ki jih pravzaprav moraš, niti ni treba, ampak jih je priporočljivo sprejeti sam s sabo. Okej, prvi dogovor je, treba se je odločiti. Ja? Zdaj, veliko ljudi, marsikdo, pravzaprav štarta z neko idejo, poleg nekega obstoječega biznisa. Redko kdo, kar skoči noter, pa začne pa reče, okej, čeprav jaz sem to na eni točki naredila. Skratka, tukaj ne govorim o tem, da se je treba odločiti v smislu, da pustimo zdaj službe, da pustimo ostale biznise ali karkoli, ampak treba se odločiti, ali pa mogoče druga beseda, zavezati. Ja? Namreč velikokrat pri delu solo podjetniki vidim to, da pridejo ali do mene ali pa pač začnejo nekaj brskati in raziskovati na tem področju, želijo ustvariti svoj biznis, pa so odločeni, ampak odločeni na neki taki ravni v smislu, jaz bi to delal, mene pa to zanima, meni bi bilo pa to ful dobro za delati. Za vzdržen in dolgoročen biznis samo ta odločitev v smislu, meni bi bilo to fino delati, žal ne bo dovolj. Ja? Ta odločitev, o kateri tukaj govorim, je ena taka, odločitev, oziroma lahko ji rečemo tudi besedo zaveza, commitment, da se odločim, da sem res odločen, da sem res zavezan k temu, da bom to delal, da bom v tem vztrajal, da bom se s tem ukvarjal, da se bom na tem področju izobraževal naprej in tako naprej. Ja? Nič narobe, če ostanemo na fazi ali pa na nivoju, malo bom probal, ampak energija, ki stoji zadaj za tem, za konkretno odločitvijo, ja, v to želim iti, ja, to želim početi, je čisto drugačna kot tisto, ja, malo bi probal, daj bom pogledal, če mi bo uspelo. Ja? Če mi bo uspelo, je energija, ki v bistvu pravzaprav že v štartu daje varianto, okej, ni nujno, ampak ja. Zdaj za tiste, mogoče, ki vam je to mogoče v tej fazi velika odločitev, v končni fazi se včasih pohecam, pa ni hec, ampak je zares tudi to, da hodimo v službo ali pa to, da delamo, je zaveza, je odločitev. Mi smo se odločili, da hodimo v službo. In tukaj enako, odločim se in delam, da bom res in zares in resno delal na tem biznisu. Ja?
Še enkrat poudarjam, ne pomeni to, da zdaj pustiš vse ostale biznise, da pustiš službo ali pa karkoli, ampak je to zaveza k temu, da bom na tem področju resno delal, se tega resno lotil in bil predan temu delu, ne pa samo malo probal. Ja? Tako da eno samo coaching vprašanje, recimo tako, recimo temu samo coaching vprašanje, v tem momentu, ki ti ga poudarjam oziroma dajem v razmislek, je, ali je ta online biznis, torej to, kar želim ustvarjati, to, kar želim izpočeti, ali je to neka zadeva, ki jo želim resno, kateri se želim resno zavezati, ali pa je to morda v tem trenutku samo beg od neke druge zadeve, ja, torej, ali je to res moj poklic, torej neka klicanost, ki se ji želim zavezati, na kateri želim delati, ki se ji želim predati, ali je to v tem trenutku morda zgolj samo beg od neke druge zadeve. Ja? Še enkrat poudarjam, nič narobe, če ostanemo na nekem nivoju, ki si ga določimo sami, vendar pa se moramo potem zavedati, da ta energija oziroma pristop je popolnoma drugačen. Naš drugi dogovor je pravzaprav naše drugo vprašanje, ali sem pripravljen delati. Ja, to se mogoče malo smešno sliši ali pa malo čudno, ne, mislim, itak, če grem v svoj biznis, valjda bom delal, ne. Ampak tukaj sem v preteklih letih velikokrat opazila neko, ne bi rada jemala nekega upanja ali karkoli, ampak velikokrat vidim, ljudje pridejo z eno iluzijo v smislu, ok, bom naredil, ne vem, ali en online program, ali pa bom nekaj malo posnel ali pa karkoli, pa bom dal tamle na splet, pa bojo stvari se kar same od sebe odvijale, jaz bom šel pa ležati na Havaje, ne. Nič narobe s takim načinom razmišljanja, to je super način, bom rekla, za dolgoročen biznis, da pač stremimo k nekim tem pasivnim dohodkom, k nekemu sproščanju svojega, bom rekla, temu optimizaciji svojega časa in vsega tega, vendar pa je na začetku, pa bom rekla tudi dolgoročno, treba delati, ja. Ko imam v mislih delati, imam v mislih predvsem to, da bo potrebno ponavljati neke stvari, ki so velikokrat dolgočasne. Ne dolgočasne iz tega vidika, ker bi bil sam ta način biznisa dolgočasen. V resnici jaz ga vidim, jaz ga zelo dojemam, no, ta spletni izobraževalno, coaching, svetovalni biznis jaz zelo dojemam tako kot enega kot kreativen biznis. Meni je na primer zelo kreativno zdajle to, da vam predajam vsebino, kreativno mi je to, da se pripravim na tako podajanje znanja, kreativno mi je razmišljati vsakič, ko je neka prodajna kampanja, kako naj jo zastavim in tako naprej, vendar pa so zraven tudi stvari, ki so boring, dolgočasne, ki zahtevajo ponavljanje, ki so, ne vem, ki jih jaz počnem že 8 let, vsak mesec in vsak dan znova in tako naprej. Od, ne vem, pisanja mailov, do kreiranja, ne vem, grafik in teh zadev za socialna omrežja, do, ne vem, pač česarkoli, ne. Skratka, vsak od nas ve približno, katera stvar mu je mogoče tista dolgočasna. Skratka, če želimo razviti dolgoročno vzdržen biznis, ne, da se nam ne gre samo za to, da mi, ne vem, za 1 leto ali pa 2 se pojavimo na trgu, zaslužimo neki denar in gremo, ne, ampak če želimo to graditi dolgoročno, to se pravi, da je to nekaj, kar želimo ustvarjati, kar želimo, da je pravzaprav praktično naš lifestyle, ne, da je pravzaprav del našega vsakdanjega življenja, je treba sprejeti ta dogovor sam s sabo, ne, da so stvari, ki so dolgočasne, ki jih je treba narediti, ki jih je treba ponavljati, ja. Zdaj tukaj bi predvsem poudarila eno stvar, ne želimo se skuriti v smislu, da delamo stvari, ki nam ne dajejo zadoščenja oziroma ki nam ne vračajo neke energije in ki nas ne motivirajo. Po drugi strani pa tudi ne želimo delati kar nekih akcij oziroma kar neke aktivnosti samo zato, da delamo, ja. Tako da tukaj je res pomembno, da delamo smiselne akcije v smiselnem zaporedju, zato tudi jaz v bistvu celotno zadevo v svojem programu Spletni marketing za avtorje programov temeljim na tem, da vas peljem skozi akcije in aktivnosti v nekem smiselnem zaporedju, zato da ne zaidemo, ne vem, na napačno pot, ne, ker mi lahko delamo, pa niso ta prave akcije, ja. Skratka, to je bistveno tukaj poudariti, da ne govorim o tem, da mi samo delamo zaradi dela samega, ampak delamo smiselne aktivnosti. Skratka, pri tem vas tudi podprem v spletnem mapu.
samo coaching vprašanje, ki si ga lahko tukaj postaviš, je, ali sem pripravljen delati in ponavljati stvari, ali iščem v tej fazi zgolj samo nek kreativni duh. Ja? Torej, ali sem se pripravljen, če se gremo nazaj na uno zavezo, sem se pripravljen zavezati, sem odločen, da bom delal tudi stvari, ki mi morda v nekem momentu ne bojo ok, ki mi bojo dolgočasne, ki se bojo ponavljale iz meseca v mesec, ali jaz trenutno v tem biznisu zaradi takih ali drugačnih razlogov iščem zgolj samo nek kreativni aspekt. In tretja stvar, tretji dogovor sam s sabo, je, da se je treba sprijazniti. Zdaj tukaj imam v mislih besedo sprijazniti se v smislu kot sprejeti, v angleščini embrace, to se pravi, da sprejmemo, ne sprijazniti se v smislu give up, da obupamo, ampak da sprejmemo to zadevo. Skratka, sprejmemo, sprijaznimo se, da bo neudobno. Ja? Meni je bilo na začetku neudobno se postaviti pred kamero pa karkoli povedati. Neudobno mi je bilo tudi poslati, prvi mailing, drugi mailing, pa še marsikateri kasnejši mailing. Neudobno mi je dati v novo ponudbo, ki mogoče še ni čisto preverjena na trgu, Neudobno mi je tudi mogoče včasih povedati tisto, kar iskreno želim povedati, bolj iz tistega višjega jaza, kot pa iz tistega ego vidika, Skratka, so stvari, ki so neudobne in neprijetne in je čez njih treba iti. Zdaj, tukaj bi res rada poudarila nekaj, kar jaz zelo pri svojem biznisu, v svojih programih in pri svojem delu s strankami zelo upoštevam, je to, da vas ne mečem ne sebe, niti mojih strank, v neke preveč neudobne situacije. Mimogrede, o tem sem govorila v prejšnjem podcastu, ravno o tem, da živčni sistem in vse te zadeve, kako so povezane tudi z grajenjem biznisa. Skratka, tisto, kar zagovarjam tukaj, je to, da delamo počasi, male, neudobne korake. Ja, s tem buildamo, krepimo tisto našo mišico oziroma en del možganov. Skratka, več o tem v prejšnjem podcastu ga bom pripela tukaj le na YouTubu zraven. Skratka, sprijazniti se oziroma sprejeti, da so stvari, da bojo stvari neudobne in da je to nekaj normalnega. Gre za to, da smo mi tukaj, ko gremo v en tak biznis, smo v procesu, ko postajamo nekaj drugega, ko se spreminjamo. Ja? Jaz definitivno nisem več čista oseba, kot sem bila, ko sem hodila v službo ali pa ko sem, bila na začetku biznisa ali pa karkoli. Skratka, spreminjamo se. Zdaj, jaz bi tukaj res rada poudarila, spreminja se sicer ta nivo identitete, kdo smo, za čim stojimo, na kakšen način se pokažemo svetu in tako naprej. Bi pa rada tukaj res poudarila, in tukaj mi je ful všeč prispodoba Metulja, da to ne pomeni, da se moramo mi spremeniti, da moramo postati kar neka druga oseba. Ja, da moramo, ali karakterno postati drugačni, ali da rabimo celo, neka super truper, neka drugačna znanja, neke drugačne kvalifikacije. Ne, gre predvsem za to, da če se predstavljamo prispodobo Metulja, in na začetku je to tamle v kokončku tista bubica, Najprej je tisti kokon in potem pa pride gosenca in na koncu postane metulj. Ta gosenca ali pa tisti kokonček na začetku je od nekdaj imel potencial tega, da postane metulj, da postane neka druga stvar. Ni se spremenil zaradi tega, ker je, postal dejansko nekaj drugega. Tisti kokon ni ratal, človek ali pa muha, ampak je ratal gosenica in potem metulj. Skratka, ne gre za identiteto pa za spreminjanje sebe v smislu, da nekaj drugega postanemo, nekaj, kar ni že tako v nas, ampak gre za to, da pravzaprav se iz tega kokona, iz te bube razvijemo v naslednjo fazo, torej v fazo gosenice in potem vzcvetimo v to fazo metulja. Skratka, gre za ta potencial, ki ga mi ves čas v sebi imamo in zaradi katerega nas pravzaprav verjetno nekaj znotraj tudi nagovarja, da gremo v tak svetovalno-izobraževalni coaching biznis, vendar pa smo mi trenutno, ko začenjamo, smo v fazi bubice, v fazi kokona in moramo šele priti do metulja. In to je zoperen proces. Ja? V
vmes, v zadnji sem celo nekje zasledila, da so vmes celo čisto totalno, ne vem, ali gosenca, ali bubica, ali kdorkoli že čisto totalno razgradi, preden lahko postane nekaj novega, ne. Torej tudi ta, bom rekla, da prebijemo ta kokonček, je najbrž neka, bom rekla, zoprna zadeva oziroma na nekem nivoju tudi morda boleča, včasih moramo tudi osebnostno pač neke določene stvari sprejeti in tako naprej in se spremeniti. Ampak bistveno tukaj je ta dogovor, da rečeš okej, da se sprijazniš oziroma da sprejmeš, da bo neudobno in pravzaprav mogoče prva faza sploh to zavedanje, ne. Jaz moram priznati, jaz se tega na začetku nisem zavedala, da čez vse te zadeve, kaj se mi bo vse to zgodilo, ne. Skratka, na začetku, ko gremo te stvari, ne, pride smo mi polni energije, imamo, ne vem, elan, kaj vse bomo počeli, potem pa, ko začnejo prihajati, bom rekla, razvojne faze, pa marsikdo obupa, zato ker se mu zdi, da se z njim nekaj narobe dogaja, da je z njim nekaj narobe. Ampak v resnici ni. V resnici gre samo za to, da smo šli pač čez neko razvojno fazo in je treba iti naprej. Skratka, metulj kot metulj mi obstajamo in do tja moramo samo priti. Tako da, če še tretje neko samo coaching vprašanje dam, ali želim postati ali ostati. Ja, torej, ali želim postati ta metulj ali pač ostati tukaj. In če celotno tole zadevo zaključim še z enim takim splošnim vprašanjem, ki pravzaprav pokrije vsa tri, torej odločitev, delati, torej biti zavezan k delu, k ponavljanju, tudi k dolgočasnim zadevam in pa sprijazniti se oziroma sprejeti, da bojo stvari neudobne. Naj ti dam še četrto oziroma pač tako celostno vprašanje za neko tako samoraziskovanje in sicer, česa imam trenutno dovolj. V smislu, česa ne želim trenutno več in čemu sem se torej na drugi strani pripravljen zavezati. Ja? Okej? Torej, česa imam v trenutni situaciji dovolj in ne želim več tega. Ponavadi je lažje odgovoriti namreč na ta del, česa ne maramo, česa nočemo. Vsekakor pa želim, da to spelješ k temu, k čemu sem se pripravljen zavezati. In mimogrede, v skladu s tistim, kar sem prej govorila o malih akcijah, da je pač, bom rekla, dovolj sprejemljivo tudi za naš živčni sistem, k nečemu malemu. Torej, k čemu malemu sem se pripravljen zavezati. Pripravljen zavezati. Ja? Prvi mali korak, ki ga želim narediti in ki sem ga pripravljen se k njemu zavezati. Okej? Če na tej poti kakorkoli potrebuješ support, skratka bolj to podporo v smislu, kako se stvari lotiti, katere so te male akcije, ki naj sledijo si v nekih smiselnih zaporedjih in korakih, in pa tudi, bom rekla, celoten support od nekih bolj tehničnih do strateških in celo mindset zadev, pa sem na voljo seveda v programu Spletni MAP oziroma Spletni marketing za avtorje programov, kjer te podprem na različne načine, bodisi delaš samostojno, bodisi delava individualno, ali pa jaz temu rečem fleksibilno oziroma fleksibilno mentorstvo, kjer pač te podprem, ko potrebuješ pomoč. Skratka, res en tak celosten support od, bom rekla, od tega, kako si zastaviti biznis, do tega, bom rekla, vsakodnevnega oziroma dolgoročne podpore tudi pri dolgočasnih zadevah, pri podpiranju tega, da pravzaprav se vsak dan znova pojavljamo in rastemo in prebijamo tiste kokončke in rastemo v gosenico in na koncu v metulja.